Dobrodošli u podcast Balkan Express, koji je namijenjen promociji međukulturnog dijaloga u prostoru bivše Jugoslavije. Producent podcasta je Zavod Burja uz podršku Javnog fonda Republike Slovenije za kulturne aktivnosti. Draga Sanja, kaj to pomeni, da si frej? Spomnim se, da smo dobili obvestilo iz Zofe, da te eno leto ne bo. In me zdaj zanima, če res nič ne delaš, če se delu lahko izogneš in če že uživaš v tem, da si frej. Z delom je tako zafrknen, da posebej za nas, deloholike, je to pač tako, da tudi ko se ti odločiš, da ne boš več delal, se delo kar ne ustavi samo od sebe. Tako da jaz v bistvu sem nehala delati pod navednicami 1. oktobra, tako kot sem pač obvestila vse svoje prijatelje, sodelavce, stranke, naročnike, da se probam izogniti nezmožnosti reči ne. V resnici sem prosila druge, da me nič ne vprašajo, dokler se jaz ne naučim ta famozni ne. Ampak resnica je, da se delo še ni ustavilo. 2 meseca, zdaj smo 2 meseca po tem, ko sem jaz uradno rekla ne, pa si me ravno kar slišala govoriti z mojo šiviljo o delu, pa po tem snemanju imam še en sestanek za film. To so stare obveznosti, za katere čutim moralno odgovornost, da jih dokončam. Kar je pač tudi problem pri nas, kulturnih delavcih, ko čutimo ogromno moralnih obveznosti do česarkoli, kar nam ta družba nikoli ni vrnila, z poplačanjem moralnih obveznosti iz dela, ki ga mi dajemo. Veliko je stvari, ki se jih hočem, želim in moram naučiti ob tem, da ne bom delala. Osnovna ideja je bila, da neham delati za denar. Za 1 leto. Meni se je to zgodilo večkrat, da sem nehala delati za let, 2, pol leta, ampak vedno sem bila v bolnici takrat, ker je pač davek, ki ga plačujemo samostojni kulturni delavci za izgorelost in nenehno delo po 15 ur na dan za plačilo 2-urnega dela, recimo. Osnovna ideja je bila, da neham delati za 1 leto, da vidim, kako to izgleda. Da lahko počnem vse stvari, za katere nimam časa med tem, ko delam. Vzrokov je pa bilo ogromno. Spomladi sem se zavedala, da se zbujam neskončno utrujena in nezadovoljna. Delo, ki ga opravljam, je krasno, izjemno, in ko si nezadovoljen, ko opravljaš tako krasno in izjemno delo, je nekaj hudo narobe. Ni bil nobeden konkreten razlog, da bi se karkoli zgodilo. Enostavno ni bilo več tistega zadovoljstva, tiste iluzije, tiste prevare, ki nas, kulturne delavce in umetnike, vedno vrže na finto, da vsakič rečemo samo še to. Pač enostavno sem hotela izstopiti iz te kompletnega rolanja po sceni, ki se dogaja že 30 let, in pogledati, če se da drugače. Ne cenimo več lenobe, ne? To, da nič ne delaš, mogoče pomeni, da nič ne delaš, lahko pa počivaš, lahko pa pozabiš na nekaj, lahko pa nekaj premlevaš. Lenoba je preganjena, tišina je preganjena, ne? Skozi mora vrveti in skozi moraš nekaj proizvajati, nihče pa se ne vpraša. Mislim, iz neke navidezne lenobe pridejo tudi pomembne odločitve in stvari, ne? In mogoče dobiš zoren kot nov, drugačen nase in na to, kar počneš. Ne gre samo za to, da ne cenimo več lenobe, mi nimamo pojma, kaj to pomeni. Meni je v tej fazi popolnoma vseeno, a kdo ceni ali ne ceni lenobo, ali je to lenoba, kar jaz zdaj počnem. Dol mi visi. Toliko ne razumemo početja ničesar, da je večina vprašanj od prijateljev, kolegov, znancev, ko sem jaz rekla, da ne bom delala, bilo: kakšen je pa zdaj plan? Kaj boš pa počela? Ja, strgal se ti bo od dolg cajta. A boš kam potovala?
In v bistvu, ko sem poslušala ta vprašanja od ljudi, se mi je porajalo veliko razmislekov. Prvi je bil, da ljudje, ki me sprašujejo, če bom kaj potovala, ne dojemajo principa življenja samostojnega kulturnega delavca. 1 leto ne delati pomeni, da nimaš nič prihodka. Kam naj hudiča, naj potujem, 1 leto je treba preživeti brez vsega. Ampak v redu, pač ne bom potovala. Ne samo zato, ker recimo, bi bilo to neodgovorno finančno, bi lahko šla k prijateljem, ker me tudi vabijo. Po drugi strani pa hočem res biti doma, ker ko kam grem, se ne bo nič kaj zgodilo, ker 30 let okoli hodim in laufam in potujem in tudi to je pač, hočem res imeti mir. Druga stvar je, koliko sem videla, da me ljudje ta vprašanja sprašujejo v bistvu iz svoje pozicije. Se njih v resnici sploh ne zanima, kaj bom jaz počela in kakšen je plan. Enostavno je ta strah, ta panika, ne početi nič, se takoj preseli v sogovornika in si on zamisli sebe. In reče, meni bi se strgal. In jaz moram skozi ljudem govoriti, vse je v redu, se tebi se ne rab strgati, se ti tega ne počneš. V redu je. Pojma nimam, kaj bo. Pojma nimam, kako bo to izgledalo, ne finančno, ne fizično, ne psihično. Bomo videli, pa bom poročala. V redu. Res si pa želim, veliko stvari vidim, ki jih prej nisem. Kako reagira recimo moje telo. V zadnjih 2 mesecih sem 2-krat fizično zbolela, vsakič, ko sem obiskala množične prireditve z veliko ljudi. To se mi je sigurno dogajalo tudi prej, samo nisem imela časa te 2 stvari povezati. Si spregledala, si povozila. Absolutno sem spregledala in povozila, čeprav mi je več zdravnikov povedalo tudi pred tem, da sem tako nizko z energijo, ker pač ljudje živimo prenaporna življenja, da sem tako nizko z energijo, da tega ne smem početi. Tako, ko rečejo v moji domovini, na jedno uho uđe, na drugo izađe, idemo dalje. Ama to kaj veze tudi s tem, da je pravzaprav Slovenija en majhen prostor, ne? Da se kle lahko hitro zasičeš, da se hitro stvari obrnejo, da lahko vedno znova ponavljaš iste kroge, delaš stvari za iste ljudi, razstave za podobno publiko, karkoli počneš, nagovarja podobne ljudi in nimaš občutka, da greš lahko še kam čez. Ti, preden si šla na dopust, si šla v New York, ne prvič in ne zadnjič. Ne? Ravno hočem povedati, da ravno to se mi niti ne dogaja, ker delujem tudi okoli. Ne vem, če ima to vezo s tem. Ima pa vezo nad mogoče tudi enim splošnim družbenim razočaranjem nad stanjem v svetu, kulturi, življenju. Je pa res, da sem prejšnji teden preživela v Italiji in se dobila s prijatelji iz Amerike, ki so veliko bolj svetovno uspešni kot jaz in angažirani in starejši. So mi povedali, da čutkih razočaranja. Jaz moram iskreno priznati, da čutim neko določeno vrsto razočaranja, da je veliko let nekega mojega angažiranega dela o tem, kako bi moralo izgledati poslanstvo modnega oblikovalca v Sloveniji, bilo popolnoma zaman. Po 30 letih zdaj pred tabo sedim in rečem, da mi ni uspelo nič v tej smeri. Čeprav se sliši hecno in ti se tudi zdaj čudiš in se vsi čudijo. Ampak pozicija modnega oblikovalca v Sloveniji je še vedno ista, kot je bila 30 let nazaj. Mi samo govorimo. Veliko je, kako bi že rekel Shakespeare, Much ado for nothing. In to se mi zdi, da Preveč hrupa za nič. strašno trenutno v Sloveniji živimo v točno tem času. Kaj si pa želela doseči pred 30 leti? Kar sem si želela doseči, je to, kar si mi vsi želimo. Boljše pogoje dela, na nek način sem res verjela v to svetlo prihodnost, ki so nam jo v 90-ih obljubljali. Da bomo naredili boljšo družbo. Si predstavljam, da sem se zelo enako počutila kot, ne vem, moji starši v 50-ih, ampak so pač oni za nekaj časa to boljšo družbo zgradili,
mi jo pa nismo bili sposobni. Mislim, predvsem sem pač jaz se sama pri sebi odločila, da ta boj ni več zame, ker sem ga bojevala z napačnimi sredstvi ali pa v napačnem času ali pa z napačnimi ljudmi. Želela sem si, da se ne izobražujemo za manj, ker smo vsi slovenski modni oblikovalci brez služb, razen če si jih ne ustanovimo sami. To je to tema, ki si jo ti raziskovala pri tvojem študiju, a ne? Kaj je bilo s slovensko modno industrijo? Če se spomnim, so bile tudi debate znotraj tega o trajnosti in tako naprej. Včasih smo nosili obleke, pravzaprav včasih smo nosili obleke dolgo časa, ne? Včasih so, tudi moja mama je delala v tekstilni industriji, zaposlovali modne oblikovalce za te konfekcijske stvari, tudi za šivanje za tujino, recimo, ne? In veliko tovarn v Sloveniji je bilo tekstilnih in te so zaposlovale v glavnem žensko delovno silo, ne nujno na vodstvenih položajih, ampak to je držalo žensko emancipacijo, bom rekla, po koncu. In družine in določena okolja, kjer zdaj tega ni več, ne. In se mi zdi, da je bilo trajnostno bolj to, da smo nekaj od laboda ali pa mure nosili 20 plus let, ne. Zdaj gre to hitrejše, ampak razsul se je pa cel sistem, ne. Nismo prijazni do narave. Ti si govorila v intervjuju, da Zara, največja korporacija, zažge do milijarde oblačil letno, ne, kar ni ekološko, kar naprej menjamo cune in pravzaprav se je položaj, takrat se je z tovarnami, predvsem je šlo za opolnomočenje žensk, da bojo emancipirane, da bojo imele svoj denar. Pa ne samo, da bodo imele svoj denar, imele so tudi stik z modo, imele so tudi stik s sodobnostjo, imele so tudi sporočilo, da je dobro biti urejen in lep. Veliko stvari je šlo v maloro. Tudi to je en del pač tega razočaranja nad družbo, svetom, poklicom, strokovnostjo, čemerkoli, ker skozi so ene in iste zgodbe. Sej to ni nič kaj takega, ampak po zadnjem tednu mode se je prispevek na televiziji Slovenija začel z besedami modni dizajnerji so sami za vse, za krojenje, šivanje, prikazovanje, ali pa, če sem prejšnji teden prebrala spet novo agonijo delavcev bivše Mure, da so dobili samo 180 € plače. In v tistem trenutku, ko sem te dve informacije slišala, sem rekla, samo še enkrat to slišim, pa bom odprla okno in se bom vrgla čez njega, ker to iste te stavke jaz poslušam 30 let. A smo mi vsi skupaj blesavi? Mislim, dokdaj bomo o tem govorili? A lahko kar nehamo? Želja kapitala je, da kupuje Zarine majice kar naprej, ker so slabe in po 3 pranjih se razlezajo, Ampak uničijo. dajmo to željo kapitala že enkrat ozavestiti. Ozavestimo jo in rečemo, vse smo uničili, kar smo lahko, pa da nehamo ponavljati. Jaz ne razumem, kaj hočemo s tem doseči, da vsako leto ponavljamo, kako delavci niso dobili plač. Kaj bomo s to informacijo počeli? Ampak hkrati, ne, ti tudi v dostih intervjujih praviš, da delaš obleke da bi rada delala obleke za ženske, ki jim ni mar, kaj drugi mislijo. Ki ni nujno, da so seksi, ki se oblečajo tako, kot se počutijo in jih ne zanima, ali so lepe, ali so urejene, ali so ljudem všeč, ampak da delaš to za neke močne ženske, ki imajo svoj pogled na svet in se pri tem ne pustijo motiti. Kdo bo zdaj skrbel za te ženske, ko boš ti na svojem dopustu? Ja, jaz upam, da so te ženske toliko močne, da bojo poskrbele zase, tako kot bom jaz poskrbela zase med dopustom. Je pa hecno vprašanje, zato ker sem ga slišala tudi celo v kliničnem centru v svoji bolniški sobi po operaciji. Ko je prišla moja najboljša prijateljica na obisk in je rekla, ja, kdaj mi boš pa zdaj naredila obleko? Ne vem, kdo bo poskrbel za ženske, kdo bo poskrbel za cel svet. Jaz sem v fazi spuščanja tega bremena. Je pa res, da je vse to, kar si povedala, pač neka bila moja tiha želja. Da bi pač delala oblačila, ki razveseljujejo ljudi.
In je pač zame to največja sreča pri mojem delu. Se vi oblečete v tisto, kar vam jaz naredim in ste ful vesele in ko mi pošiljate fotografije, kje ste vse bile in koliko se imate dober. Tudi prejšnji teden sem ko po socialnih omrežjih gledaš dogodke, sem še vedno videla ogromno dogodkov, tudi literarnih, v katerih v publiki ali pa v ljudi, ki nastopajo, vidim ljudi v svojih oblekah. So tudi stare in jih še vedno z zadovoljstvom nosijo in to me res neskončno razveseljuje. Razveseljuje me dejstvo, da mi je v tem smislu uspelo na nek način to zadovoljstvo podariti ljudem, oziroma oni so za njega plačali, no, smo na jasnici. In se mi zdi, da bi to morala biti neka osnovna naloga umetnosti. Ker jaz vem, koliko sem jaz srečna, če grem na dobro razstavo, ali pa na dober koncert, ali pa če gledam dobro predstavo. Si želim, da ne bi uničili še tega delčka sveta, da bi to, da verjameš v svoje delo in da to delo prinese drugim ljudem srečo in zadovoljstvo, pa vseeno, če delaš rogljičke ali pa hiše, ker vso to delo nekoga drugega osreči, razveseli, mu da prostor za živeti ali pa lepo obleko v službo ali pa dobro kosilo za romantično večerjo, da res se začnemo vračati nazaj. Back to basis, bi rekla nesrečna Amy. Tistemu, kar je vredno, kar nas zadovoljuje. Mene vedno znova razveselijo tvoji projekti, sicer nič od tega nimam. Recimo kekčevi klobuki, predelava borosan, nadgradnja avb. Ti si s Katarino Stegnar, takrat, ki je dobila Prešernovo nagrado in je šla na oder v tvoji črni avbi, naredila mini revolucijo in to dobro se mi zdi, ne. Res, da tisti, ki prisega na narodne noše in tako naprej, mogoče tega niso videli, pa niso prepoznali, kot bi morda predvidoma lahko s Kronitve, ampak jaz sem si rekla, jaz bi tudi imela črno avbo in bi zelo hodila v štacuno. A veš, nikoli prej nisem o nečem tako samoumevnem, kot je avba, del narodne noše, razmišljala, dokler ti nisi naredila črne avbe. Hecno dejstvo je to, da se nikoli nobeden v Sloveniji, ki bi imel denar, organizacijo in možnosti, ni spomnil, da bi bil to projekt miniserijsko proizvodnjo. Hecno je to, da večino stvari, ki sem jih naredila, sem naredila popolnoma sama. Od začetka do konca. Od ideje, produkcije in promocije. In da so navkljub temu, da so bili to uspešni projekti, nikoli za njih ni nobeden posvečal nobene pozornosti. Navkljub vsemu, kar se midve zdajle pogovarjamo, ti še nisi videla moje razstave v nobeni slovenski instituciji, ki bi o tem govorila. In jaz sem se prvič s tem soočila, ker mene v bistvu to ni niti zanimalo. Jaz sem imela včasih navado govoriti, da še v študentskih časih, ko smo še delali performance, da se meni sateliti zaletavajo v glavo in da to pride direkt iz vesolja in da sem jaz sam prevodnik. In me ni brigal, kaj se s temi idejami dogaja. One so bile v moji glavi, so delale kaos in so skozi roke mogle iti ven. Jaz sem res tipičen predstavnik umetnosti, ki mora govoriti, kar je v njegovi duši. In me ni skrbelo, kaj bo s tem, ampak ko se staramo, ko pogledamo stvari za nazaj, vidimo, da neke cenzure, blokade, omejitve pa vseeno v naši družbi so za takšne ideje. Jaz sem recimo letos v New Yorku predstavljala na pop-up razstavi svojo mini kolekcijo sodelovanja z ženskimi umetnicami, kar počnem zadnjih par let. In to je spet bilo nekaj, kar sem si jaz izmislila, kar se mi je zdelo pomembno in sem sodelovala s temi umetnicami in se je stvar razvijala v bistvu v komercialne namene. In ko sem letos razstavljala v Ameriki, sem slišala stavke tipa: "Wow, koliko je to pomembno!" Ker oni so zdaj po vseh teh MeToo v fazi resnične promocije ženske umetnosti na vseh nivojih družbenih. In to, da nekdo
sodeluje z ženskimi sodobnimi umetnicami in njihovo delo zna na tak način umestiti v komercialni izdelek, se je ljudem v Ameriki zdelo genialno. Se je, preprosta ideja, ampak je tudi zelo dobra. Ampak še vedno tudi s tem tukaj, razen mene, nobeden ne počne nič. A misliš, da moraš iti v New York pa tam dlje časa ostati? Nič več ne mislim. V New York sigurno ne bom šla za dalj časa ostati, ker sem stara 53 in mi manjka 6 organov, tako da ta vlak je odpeljal. New York za dalj časa je odpeljal. Ampak hočem reči, da je veliko bilo idej, za katere ne trdim, da bi bile blazno bolj uspešne, ampak nikoli ne bom vedela, kaj bi se z njimi lahko še zgodilo, če bi bilo okolje, v katerem živim, bolj naklonjeno profesiji, ki jo opravljam. A je kakšna razlika med spoli v tvojem poslu in v krizi, ki jo recimo ti zaznavaš? Absolutno. Absolutno. Pri nas ne globalno, pa ja. V mojem poslu je recimo 90% študentk je ženskih, globalno. 90% študentov modnega oblikovanja je žensk. 90% vodilnih pozicij v modi zasedajo moški. To pomeni, da vseh tistih 10% moških, ki se izobražuje, dobi službo. Za razliko od žensk. Za razliko od žensk. To je prva stvar. Druga stvar je pa, da je moda od razvoja kreativnih industrij v Angliji pod vodstvom Margaret Thatcher postala ena od vej kreativne industrije in pač art and craft, uporabne umetnosti, ki je bila dovoljena za šolanje tudi socialno šibkejši. Tudi v Sloveniji raziskave kažejo, da od vseh vrst umetnosti in obrti smo študentke modnega dizajna tudi iz delavskih družin. A ti si iz delavske družine? Jaz sem otrok socializma, vsi mi smo iz delavske družine, čeprav verjetno bi se temu danes reklo višji srednji sloj. Ja, takrat smo bili srednji sloj, večinoma, ne? Tako. Ampak recimo si to zanimanje za to pobrala od doma? Je kdo pri tebi šival, oblikoval, se kdo s tabo o tem pogovarjal, te na to opozarjal? V bistvu niti ne. Jaz prihajam po mamini strani je to tipična intelektualno-profesorska družina. Skoraj od moja mama, moje tete, moj stric, sorodniki, skoraj vsi so bili profesorji ali pa učitelji. Babica je sicer šivala, je imela singer, ampak to je pač tako bilo tudi tipično socialistično. Čisto vsaka hiša je imela mašino. Ni ona nič kaj posebno. Se pa spomnim, da sem od otroštva zelo rada predelovala stvari. V hiši od moje babice smo imeli podstreho, ki je bila polna, in na tej podstrehi je živela moja teta stara, v resnici teta od moje mame. Ta podstreha je bila ogromna knjižnica, kjer sem jaz najraje prebirala vse žive knjige, ki niso bile primerne za mojo starost, tam sem preživljala večino časa. In je bilo ogromno skladišče oblačil, ki jih niso več uporabljali. Ogromno je bilo krzna. Pač tako, res je bil tak rajski, pravljičen prostor za otroka, si predstavljaš. Mislim, jaz nisem bila v vrtcu, mene sta babica pa dedek čuvala in sem večino časa preživljala na tisti podstrehi in tam sem, se spomnim, uničila par babičinih oblačil, ker jih je bilo treba popraviti. In po moje od tam izhaja ta moja stalna želja oziroma mogoče tudi travma, ki jo še vedno traja v mojem delu, da je vedno treba kaj starega vzeti pa popraviti. Ravno včeraj sem gledala izjemno dober dokumentarni serial, ki ga je naredila hrvaška radiotelevizija. Moderna vremena je naslov in govori o zgodovini sodobnega oblikovanja na Hrvaškem. In je bil včeraj tudi res tak lep stavek, da je v oblikovanju najbolj pomembna tradicija. Kako ohraniti dobre stvari in jih prevesti v jezik sodobnosti, da jih bomo lahko nadgrajene uporabljali. In to je nekaj, kar me neskončno veseli. Neskončno me veseli ne pustiti stvari pozabiti.
To si naredila s slovenskimi, ne, Kekec, Savba, Borosane niso slovenske, so hrvaške. Mene so te to tudi v intervjujih sprašvali, če se boš kdaj vrnila v rodno Hercegovino in vzela kaj od tam. In v tem intervjuju si hkrati tudi omenila, da te vse bolj zanima bela barva, tako rekoč gola oblačila, no. Ker sta kar dve različni zadevi, ali imata kakšno skupno točko? Vse bolj o tem razmišljam, sploh ne vem, kako se je to zgodilo, da se v resnici 30 let bivanja v Sloveniji nikoli nisem ukvarjala z bosansko tradicijo. En razlog je verjetno tudi ta, da sem se pač šolala tukaj, sem se tudi soočala z problemi vsakodnevnega družbenega življenja v Sloveniji in sem odgovarjala na ta vprašanja. Verjetno je bilo tudi lažje, ker si se ukvarjati s tem, kaj pomeni en del narodne noše v trenutku, ko se v Sloveniji razvija narodno-zabavna glasba in na kakšen način se vkaluplja v življenja mladih ljudi, je verjetno lažje razmišljati, ker nisi tako emotivno zavezan k temu vprašanju. Ne vidiš svojih starih staršev ali pa pač sorodnikov, ki bi imeli zvezo s tem. Eno od pomembnih razlogov je pa verjetno tudi ta, da čeprav sem jaz prišla v Slovenijo živeti po lastni izbiri, ker sem prišla v svoji državi študirati v drugo mesto, se je vmes vse spremenilo in moja domovina je nehala obstajati in sem se znašla v drugi državi, ki je pač nastala, in verjetno so to še traumatično, po 30 letih so še vedno še to, da na nek način je bila ta izbira tudi prisila. So še vedno mogoče tako globoko zakopane travme, da se jih še ne upam dotakniti. Pojma nimam. Je pa res, da zadnje čase premišljujem o tej belini. Že desetletje zbiram kvačkane prtičke. Mislim, sem že poskušala pred leti, mislim, da kar dobro pred leti, smo delali en projekt za begunce, ko sem naredila prvič eno oblačilo iz teh kvačkanih prtičkov, ampak se je končalo pri tem enem poskusnem kosu v tej reviji za begunce. Zdaj je tega že stotine in si strašno želim narediti, odkriti televizijo, ki smo jo pokrivali z kvačkanim, ne vem pa, kdaj se bo zgodilo. Ta belina me vedno vrača nazaj domov v ta hercegovski kamen, v prazne prostore, neprijazne doživljenja, ki omogočajo preživetje samo najbolj trdnim in vztrajnim. Si to v letih, ko, če sodim po sebi, ko sem v istih letih, postane zanimivo se vračati nazaj, spoznavati starše, babice in dedke, tudi če jih ni več, kakšni so bili kot ljudje in kaj nas je takrat zaznamovalo, ne. Malo so ta leta značilna za pogled nazaj, ne, od kod prihajam, iz česa sem sestavljena, iz kakšnih ljudi, navad, načina življenja, ne. Absolutno res. Ravno danes sem premišljevala o moji stari teti Hasni, profesorici zgodovine, ki je bila lastnica te strašne knjižnice, v kateri sem jaz preživljala svoj čas, ki je bila neporočena celo svoje življenje in je živela pri moji babici in dedku. Ravno danes sem se spomnila tega, sem rekla, jaz nikoli nisem vprašala teto, kako je ona končala pri babici pa pri dedku. Veliko je po mojem odgovoru. Mislim, zmeraj je skupno skrbela za soljudi, ne. To, da smo živeli skupaj po več generacij v stanovanju, v hišah, je bilo nadnormalno, tega današnji manjka, ne. Zato pa tako zelo govorimo o nujnosti medgeneracijskega sodelovanja, ampak včasih smo rasli skupaj, ne. Ja, saj zdajle se lahko vrneva na ono temo trajnosti. Mi smo to vse imeli. Mi smo vse, kar nam kapitalizem zdaj prodaja kot genialne ideje ekologije, trajnosti, medgeneracijskega sodelovanja. Mi smo to vse imeli. Ne vem, kako smo in zakaj bili tako butasti, da smo dovolili, da to vse uničimo in da zdaj plačujemo 100-kratno ceno, da nam iste ideje prodaja nekdo drug. Ampak pač to se nam je zgodilo in
čez to bomo mogli iti, kar vemo in znamo. In v sebi najdete lastnosti, ki se jih še spomnimo. Zmeri so, bi se reklo, kraljevali beli, preskrbljeni, skoraj da zlato žlico ali pa ne nujno rojeni moški, ki so bili vedno tudi slabo oblečeni, ne? Če greva na tvoje področje. Pri tem so si bili podobni in imeli vsak svoje neumnosti, ampak so jih kar ponavljali, ne? Tako da to je en model, ki prevladuje, se zdi skozi. Mi smo imeli takrat Tita, ki je bil, ki mu je bilo všeč, da je lepo oblečen, ki je imel rad umetnost in umetnike, ne, in je s tem tudi dajal nek zgled, ne. Je bilo to tudi nekaj vredno, recimo, ne. Dan današnji to za te ni pomembno. Jaz moram priznati, da sem zelo zmedena, ker sploh ne vem, kaj je dan današnji tem pomembno. Jaz upam, da denar ne more biti odgovor, ker nočem, da bi zvenelo moraliziranje ali pa karkoli, ampak mi je ful smešno, kako smo ujeti v zanko, ko vsi hočemo več, boljši in hitreje. In navkljub temu, da imamo večja stanovanja, večje avte, da je vse hitrejše, da imamo boljše počitnice, vsi okoli mene z večjimi stanovanji, hitrejšimi avti prihaja tudi večja, hitrejša in boljša nesreča. To je vse, kar mi je uspelo ugotoviti. Ljudje okoli mene so kronično nezadovoljni. Zgrožena sem, ne glede na to, s čim se ljudje ukvarjajo, ali so zaposleni na univerzi, ali v zdravstvu, ali v muzejih, ali v gledališčih, ali ogromno ljudi, ki jih poznam zadnje čase, tarnajo nad pogoji v službi. Vse, kar slišim od ljudi, so odnosi medsebojni. Zelo redko, ko se pogovarjamo med sabo, se še pogovarjamo o tem, kaj bodo ljudje tam, kjer so, naredili, kakšne raziskave delajo, kakšna dognanja so nova, kaj so projekti. Ne, vsi govorijo samo, kakšen je nadrejeni, koliko je za nič, kakšne so sodelavke, kako funkcionirajo med seboj, kdo jim meče polenam pod noge. Jaz moram priznati, da sem neskončno utrujena od tega. Mislim, o čem, kaj? Je naše življenje postalo samo spletka? A je vse, čemu smo posvečeni, samo... Mi živimo v dobi medsebojnih odnosov, ki so prevzeli vse. Vso poanto bivanja. Jaz ne zmorem. Resnično ne zmorem. Čas je za tvojo belino. Ja, nisem še pripravljena, ampak mislim. In je to res, to ubija vse v ljudeh. Jaz ne vem, če se vsi tega sploh zavedamo. Jaz bi res tako na dušo in srce vsem položila, da se vem, da je težko in resnično verjamem. Midve prihajava, sva delali včasih v organizaciji, ki se ji reče Radio Televizija Slovenija, ki je ena od najslabših organizacij, v katerih sem jaz delala. Ne ena od najslabših, absolutno najslabša organizacija, v kateri sem jaz kdaj delala v svojem življenju. Pa delala sem v kulturi skoraj povsod. Mislim, moji naročniki so bili od Ministrstva za kulturo, Cankarjevega doma, vseh gledališč, vseh galerij, različnih. In točno vemo, kaj pomeni medsebojni odnosi. Ja, vem, o čem govori, se pa tudi spomnim, da sem takrat nosila najbolj glamorozne obleke, ko si nas ti oblačila za novoletne oddaje, ko smo delali preglede leta. In sem si mislila, tako lepo oblečena ne bom nikoli. Ampak je bilo pa v tisti modi tvoji takrat, ali pa nisi nas nujno v svoje obleke oblačila, ne? Je bilo pa nekaj večnega. Malo smo bile kaj Jovanke, a veš, Hvala! V enih teh oblekah, ki pašejo na vsa telesa, ne? In ki so enostavna in so hkrati razkošna tudi, ne? Kar je najtežje, se mi zdi, ne? Tako da, glej, če sem se kdaj počutila kot Jovanka, sem se, ko si me ti oblekla. Hvala lepa, se ti pravi, največje zadovoljstvo mojega življenja je, da naredim ljudi srečne. To je, se mi zdi, ko si umetnik, je itak ful pomembno, da pač sprazniš svojo glavo, svojo dušo, da ideje daš ven, ampak če to sreči ljudi, si toliko bolj srečen. In recimo Televizija Slovenija je še en v nizu od teh razočaranj, ko človek pride nekam v službo, pa misli, da bo naredil kaj, kar bo pelalo napredku. In po dolgih letih ugotovi, da stagnira v blatu. Ne do kolena, ampak do grla.
ker je vedno kolektivna soodgovornost. Tisti, ki so bili tiho, tisti, ki niso nič naredili, tisti, ki so čakali na druge, ta veriga, ne, je na tej televiziji lepo vidna, ne. Zdaj ne delaš več. Na mojo veliko srečo sem službo na televiziji pustila še pred zamenjavo zadnjega vodstva, tako da v bistvu tega, kar se je vmes dogajalo, nisem doživela. Mislim, da med korono sem dala odpoved, če lahko daš odpoved prekarni službi po 20 letih. In sem to naredila v bistvu brez da bi imela kakšen evidenten razlog. Enostavno sem se en dan zbudila in rekla, to delo opravljam že 20 let in nisem nikamor napredovala. Kaj bi bil napredek zate? Da bi se izboljšali delovni pogoji, da bi nadrejeni na televiziji Slovenija razumeli, kaj pomeni styling, da bi razumeli, kaj pomeni tudi odgovorno pristopati recimo do vsebin, ki obravnavajo kulturo, umetnost. Mislim, brez veze, ampak to je anekdota. Kaj bo v moji glavi ostalo kot slika televizije Slovenija, je to, da jaz omaro, v kateri hranim vsa ta lepa oblačila, v katere sem vas oblačila, zaklepam s ketno svojega kolesa. Ker na TV Slovenija se je dogajalo, da so mi vse te lepe obleke pokradli. In odgovorna za to sem bila jaz. Na nacionalni televiziji ene države je glavna stilistka kulturnega programa zaklepala omaro s ketno od svojega kolesa. To je moj spomin na našo nacionalno televizijo. Kakšen napredek naj si takšen človek želi? Ključavnico na tipke, na cifro. Ampak midve se o tem napredku, je nesmiselno, da se o njemu pogovarjava. Še nekaj, kar me je spomnilo zdaj, ko si govorila o televiziji in o nezadovoljstvu ljudi vse povsod, tudi recimo v gledališčih, ne. Dostikrat sem slišala tvoje kolegice, kostumografke in scenografke, ti si oboje delala, govoriti, da so jih pošiljali na Rdeči križ, ker ni več denarja za kostume ali scene. To postaja vse bolj skromno, minimalistično. Iz čisto preprostega razloga, ker ni denarja več za to, ne. Denar je, za kar nadrejeni hočejo, da je. Denar se usmerja, denarja ni nič manj, kot ga je bilo. To, da se nas pošilja na Rdeči križ, je še boljš, kot ko nas se pošilja v Zaro. Pogoji dela so se tako spremenili. Ti dobiš delo v teatru ali pa za film, sploh ne razmišljaš več o kreaciji, ampak najprej začneš z računico. Koliko imam igralcev za obleči? 10. Rabijo štumfe, hlače, srajco, čevlje, mogoče še kakšen klobuk pa plašč. Koliko stanejo? Štumfi 10 evrov, srajca 20 evrov. In potem ti zračunaš, koliko 10 ljudi stane in vidiš, da tega niti kupiti v Zari ne moreš. Jaz sem zelo žalostna, da sem se navadila tako razmišljati. Ker to popolnoma uničuje vsako širino kreacije. Da jaz ne razmišljam o imaginaciji, ko dobim neko delo, da ne razmišljam o scenariju, da ne razmišljam o novih tehnologijah, o novih idejah, ampak da razmišljam, ali lahko z budžetom te ljudi sploh oblečem, zakaj hudiča jih ne pustim nage, pa jim ne narišem obleke, tako kot je von Trier narisal tam Dogville. To, da ni več sredstev, je dolgoročna škoda. Prvo uničuje popolnoma imaginacijo. Ni kreativne misli, mi vsi postajamo ekonomska misel. To dela kapitalizem. S tem, da ni več kreacije, se uničuje tudi podvrsto, poddelavcev, ki so to kreacijo omogočali. Mi izgubljamo mizarje, rokavičarje, klobučarje, krojače, ker so večinoma te vrste strokovnjakov, obrtnikov
v gledališčih bili starejši ljudje, ko oni grejo v penzijo, gledališča ne zaposlijo nobenega novega, tako da več niti ne moreš narediti, tudi če bi hotel, ker nimaš s kom. Posledice takih odločitev, pa isto se dogaja tudi, predvidevam, v muzejih in galerijah in v modi. Jaz, ko izdelujem oblačila, vse teže dostopam do materialov in delavcev. Kar jaz čutim je, da se zelo, zelo hitro približujemo točki, v kateri veliko stvari sploh ne bomo mogli početi več, ker ne bomo imeli s kom in s čim. Tako dobiti zadrgo, mi se soočamo s popolnoma banalnimi stvarmi, ki so nam v socializmu bile nepredstavljive, čeprav smo takrat trdili, da nimamo dostopa do materialnega. Zato pa tudi tisti, ki nimamo, ne vem, nadpovprečnih plač, jaz rada kupim stvari v Zofi, imam tudi kaj od tebe, ker vem, da s tem podpiram celo verigo ljudi. O tem, o čemer ti govoriš, ne samo tebe s tvojo kreacijo, tistega, ki je to sešil, tistega, ki je to natisnil in tako naprej. Da podpiram neko domačo industrijo, nekaj, kar imamo samo mi tukaj. Lahko grem jaz drugam, pa gledam ostale domače, lokalne rokodelce in tako naprej, ampak se mi zdi pomembno, da mi, ki živimo tukaj, podpiramo verige, ki ohranjajo tukaj ljudi pri življenju, ne, in pri delu. Ampak rekla si, da greš na sestanek za film, se pravi, še delaš za film. V bistvu je s Tomažem Gorkičem bomo posneli še en kratki film. To je bila obljuba dana, še preden smo sploh dobili odgovor z razpisa filmskega sklada. Tako da pač Tomaž je denar za kratki film dobil in zdaj smo, kjer smo. Ampak danes se bom soočila s problemom, kako z budžetom spraviti film skupaj. Kako se odločiš za kostumografije in scenografije? A ti gre za vsebino, so pomembni sodelavci, se moraš strinjati s tem, o čemer govori predstava? Ali ti vzbudi, ne vem, te kdo napelje k temu, da razmišljaš drugače? Tako, če pogledam nazaj, sem večino teatrskega in filmskega dela opravila s svojimi dolgoletnimi prijatelji, ki smo to bili še preden smo začeli delati, kar delamo. Ne vem, razen sodelovanja z Igorom Pisonom, ki me je povabil k sodelovanju, če se je kdaj zgodilo, da bi me povabil k sodelovanju nekdo, ki me ne pozna. Tako da v bistvu z te strani nimam izkušnje, kam bi me nekdo odpeljal. Ker v bistvu sodelujem z ljudmi, ki se resnično poznamo od mladega, ki približno vemo, v katero smer se peljemo, ki delimo podobne družbene, politične, vizualne, kulturne reference, ki se v bistvu cel čas pogovarjamo na tej valovni dolžini. Bilo bi zanimivo, priznam, bilo bi zanimivo sodelovati z nekom, ki o njemu nič ne vem in ko smo popolnoma drugačni, ampak ni se zgodilo. Ne vem zakaj in kako, pač se ni. Kaj zato, ker ti delaš, ne glede na to, da si na pauzi, pomeni Rok? Rok je znano kot novo rokodelsko središče. Jaz sem govorila kar z neki oblikovalci ali oblačil, ali nakit, ali česarkoli, ki Rok hvalijo. Do zdaj smo morali po celi Sloveniji laufati, da smo nekaj natisnili, da smo iz nekega materiala nekaj naredili, zdaj imamo to vse v eni hiši in so seveda tega veseli. Ne vem še. Nimam še čisto oblikovanega mnenja. Mislim pa, da to za profesionalce mojega tipa ne bo delovalo. Zakaj? Zato, ker jaz, kakor sem zdaj dojela, ne vem, če pravilno dojamem, je Rok središče, v katerem lahko uporabljaš tehnologijo sam. Nekako, če prevedem v tvoj jezik, če bi hotel nekdo izboljšati status založnikov, jih verjetno ne bi učijo tiskati in vezati knjige. Tako iz moje pozicije jaz, se razumeva zdaj, pozdravljam idejo, absolutno sem prepričana, da ji bom dala priložnost, da se realizira in da jo bom sodila po rezultatih, ne pa po domnevah. Ampak jaz, če potrebujem tisk, jaz potrebujem 200 metrov potiskanega blaga.
Jaz ne morem zdaj iti jutri v Rog, pa si tiskati blago, pa čakati, da pridem na vrsto. To v tej poziciji mojega posla je nemogoče. Je pa, verjetno si predstavljam izjemno za ljudi takoj po šolanju, zato ker je ena velika luknja, en velik gap je med tehnologijo, ki jo imaš na razpolago, ko si na fakulteti, in v trenutku, ko ti končaš fakulteto, ko nimaš več dostopa do tehnologije, nisi pa naučen globalno delovati. In se mi zdi v tem primeru, mi vsi smo imeli par let pauze po fakulteti, ker ti naenkrat ne veš, kako, kaj in kje. Mogoče bo v tem smislu se stvar bolje razvijala. Mogoče se bo tudi stvar razvijala v Rogu tako, da bodo potem delavnice tudi usposobljene za delovanje za umetnike, ne da bi oni bili sami vpleteni. Mislim, mi se moramo razumeti, jaz ne morem stati ob stroju, to ni moje delo, jaz sem oblikovalka. Na nek način se je meni zdelo, da je to ene take vrste center, kot sem jih videla veliko v tujini, ko v bistvu služi preživljanju prostega časa. Tistim, ki imajo neke druge službe. Tudi to zdaj slišim okoli od svojih prijateljic, ki delajo predvsem v javnem sektorju, koliko bodo šle v Rog na tečaj tega in unega. Kar je v bistvu tudi fino. Krepi skupnost v nečem. Tako je. Nimam nobenega mnenja, je pa res, da se mi je zgodilo to, da sem skozi mislila, kako se bom na kakšen od razpisov Roga prijavila. Ali za službo, ali za partnerstvo, ali za sodelovanje, ali za atelje, in mi to ni uspelo. Vedno sem zamudila Rog. Tako da sem zadnjič rekla Meti, ki je ena od voditeljic Roga, ker pač v Rogu je zaposlenih ogromno mojih kolegic in prijateljic in tudi ljudje, ki so dobili ateljeje, so kolegi in prijatelji. Sem rekla, da je sigurno nezavedno ne. Da pač ta karma, ki Rog spremlja, je za moje politično, etično, nezavedno, ne vem, do kdaj bo, ampak zaenkrat je bilo tako. Nisem se nikoli odločila, da ne bom zraven, ampak tako se je zgodilo, da sem zamudila vsaki Rog. Jaz z Rogov ne zamudila. Kaj te še kaj, bom rekla, navdušilo poleg te serije na hrvaški televiziji o oblikovanju? Tudi jaz sem gledala to. Je še kaj, ki ti je, ne vem, razveselilo, ti je odprlo kakšen kanal, na katerega do zdaj nisi bila pozorna? Pa govoriva široko. Ni nujno, da je samo moda, ali oblikovanje, ali kultura, ali umetnost. V modi me ni nič kaj razveselilo zadnje čase, moram priznati. Letos je bilo eno tako fino leto. Kaj me je nazadnje razveselilo neskončno je romunski film. Preveč ste pričakovali od konca sveta. Moram res priznati, da že dolgo nisem videla enega filma, ki bi na tak starinski način, tak relativno mali film, povedal vse, kako se jaz v tistem trenutku počutim. In je bil res, sem zelo vesela, da sem ga videla, priporočam se. Zame je najboljši film leta, absolutno. Razveselilo me je letos, v bistvu jaz se znam veseliti čist brezveznim stvarem. Včeraj sem bila skrajno vesela, ker sem skozi okno slišala ptiče, da odzunaj pojejo. Mislim, te neki zadnje čase znam zaznati te trenutke popolne sreče, ki niso vezani za neke dosežke, kar je hecno. Mogoče to ima vezo tudi z staranjem pa z leti. Stopiš ven, pa je sonce, pa rečeš, wow. Kar se pa tiče teh stvari, ki bi jih videla, slišala ali pa... V New Yorku sem bila čez poletje in je pač to čas, ki ni gledaliških predstav in ki ni koncertov, zato je pa ogromno razstav, tako da sem videla kar par super razstav in sem zaradi tega bila zelo srečna, preživela sem mirne, osamljene počitnice, kar me je tudi neskončno osrečilo. Videla sem razstavo afriške mode v Brooklyn muzeumu, zaradi katere že par mesecev razmišljam o razstavi slovenske mode. Prav tam v New Yorku predvidevam, ne? Bomo videli. Treba je narediti
Doma je treba narediti tako dobre stvari, da bi lahko šle kamorkoli. Nažalost je zaradi tega vsega, o čem smo se mi dve zdajle pogovarjali, se doma stvari delajo tako slabo, da niso več. Ne vem, tako smo pritisnjeni, da smo res, ne vem, če se zavedamo, koliko smo navznoter obrnjeni, koliko je zaradi vsega tega, zaradi količine projektov, ki jih je treba realizirati, so te projekti skrajno lokalnega. Mogoče bi se tega morali zavedati in iz tega potegniti kaj dobrega. Preveč je projektov s premalo denarja in so preslabi. Nimamo časa razmišljati, nimamo skozi perpetuum mobile, v katerem se vrtimo ljudje, ki ustvarjamo. Ne vem, se spomniš kakšne zelo dobre stvari v slovenski kulturi v zadnjih časih, ki bi se tebi zdela vredna svetovne pozornosti? To je pa kar domača naloga. Pa jih imamo. Mi imamo izjemne umetnike, mi imamo izjemne ustvarjalce, mi imamo izjemno tradicijo, mi imamo vse pogoje, da začnemo razmišljati. Spet se vračam modernim vremenima. Prva oddaja seriala o hrvaškem sodobnem oblikovanju je bila posvečena Nikotu Kralju. V Sloveniji se kaj takega ne bo nikoli zgodilo in samo to kaže širino, v katero moramo vsi biti obrnjeni. Zato, ker svet je od vseh nas in je prepleten in nismo samo od Ljubljane do Domžal in smo povsod in upam, da bomo tja tudi šli.